Veliki BMW-jevi kupeji, tole ni kupe v pravem pomenu besede, ker ima 4 vrata po BMW-jevo Grand Coupe. Kaj sem hotel reči? Ja, so vedno impresivni. Sploh tale z ogromnimi kolesi in z nizko stransko linijo naredi vtis na vsakega. V dolžino meri več kot 5 metrov, zato pa je tako eleganten in športen, ko ga pogledate od zadaj s tem širokim zadkom. Ta avto pa ni impresiven samo zunaj. Ok, znotraj ni nič posebnega kot pač vsak BMW, ima pa tudi zadaj presenetljivo veliko prostora, če o njem razmišljate kot v kupeju z dodatnim parom vrat. Seveda je strop precej nizek in pod sedeži je malo prostora za noge, se pa vseeno da tukaj zadaj povsem lepo sedeti in prtljažnik ima kar nekaj prostora, če ravno ne boste vanj tlačili hladilnikov. Ali pa otroških vozičkov. Otroci tukaj notri res niso posebej zaželeni in tudi sam se raje vozim, kar sam mi bolj paše. No, najboljša stvar pri tem avtomobilu pa je vožnja. Za takšno gmoto se dejansko odlično pelje. Ovinke, sploh tiste dolge, požira kot za šalo, zelo nevtralno se obnaša. Zadek ni nič nemiren in tudi pri pretiravanju s plinom ga ne odnaša, ker ima pogon X-Drive, torej na vsa 4 kolesa. Presenečen sem nad udobjem podvozja, ki seveda ni mehko, ampak vseeno dovolj lepo požira naše slabe ceste, motor je pa itak vrhunski. Samo 230 kW oziroma 313 konji je najšibkejši v ponudbi, ampak vleče kot wow. Ja, to je žival, ki sem jo iskal. Zelo zmogljiv 3-litrski motor obenem niti ni pretirano žejen, zmerno vožnjo lahko popije tudi samo 7 litrov, na snemanju pa okrog 10, kar je še vedno kul. Samo ena stvar tukaj nikoli, ker že osnovni stane s tem motorjem in opremo 107 jurjev, z dodatki pa točno takšen, več kot 130 000 evrov. Kupeji, 4-vratne limuzine z nizko streho imajo pač svojo ceno.